Drage sestre, dragi bratje, začnimo današnje bogoslužje v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi zbrani in vsi, ki nas spremljate s pomočjo sodobnih medijev, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v Gospodovem imenu. Prekinili smo naše običajne poti, utečene posle in naloge, ter prišli na bogoslužje, da bi si odpočili od hitrice življenja, od rutine, ter si vzeli čas za premislek na tem posvečenem kraju, kjer nam Bog podaja roko. Vsi iščemo radost življenja. Ali ni radost, ko je človek povezan z naravo, predvsem pa, ko se srečuje z ljudmi? Še bolj pa je človek radosten in srečen, ko ima v duši Boga in ga pozna kot največje dobro. Takrat ve, da ima njegovo življenje namen in smisel. Podajmo tako drug drugemu roko v znak prijateljstva in si zaželimo mir in dobro. Sedaj pa prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek je ob 19. uri molitveno bogoslužje. Molitev je mimogrede motor vsake cerkve, tudi naše. V sredo ob 19. uri imamo študijsko bogoslužje z diskusijo na temo, kaj pomeni biti učenec in ne samo vernik. V nedeljo ob 10. uri pa smo vabljeni na osrednje bogoslužje, ki bo še posebej obarvano, saj bomo imeli zahvalno nedeljo. Nastopili bodo tudi otroci, sledila bo manjša pogostitev po bogoslužju, zato prav vsi prisrčno vabljeni. V naslednjem tednu je organizirana molitvena veriga v obliki posta. Zainteresirani se lahko prijavite pri Leji Brkič. Cerkev organizira tudi celodnevno srečanje v okviru Alfa tečaja, ki bo v soboto 15.11.2025 tu v cerkvi oziroma v župnišču. Prijavite se lahko meni, Nini Žnidaršič, Ireni Jerman Polenšek ali Anne Kerr in Johnu Kerr. Ker se bliža konec leta, bomo imeli za leto 2026 ponovno možnost dobiti koledar z logotipom naše cerkve. Vsi zainteresirani se lahko prijavite pri duhovniku Petru Golobu danes oziroma najkasneje do naslednje nedelje, da bomo lahko pravočasno oddali naročila. Torej vsi zainteresirani za koledar za leto 2026, danes in potem še naslednjo nedeljo se prijavite pri našem duhovniku. V imenu cerkve pa izrekamo sožalje dragemu bratu Janezu Gorišku in dragemu bratu Karlu Gorišku z družinama ob izgubi njunega dragega očeta. Naj vas vse skupaj Bog tolaži, z mislijo na upanje, da ga bomo spet videli. Sedaj pa bomo zapeli skupno pesem, ki pravi: Bog mogočni, slava ti. Bo
Biblično vodilo današnje nedelje je iz preroka Miheja. Pravi pa takole: Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe. Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš svojim Bogom. Prisluhnimo še poeziji 36. psalma. Gospod, v nebesih je tvoja dobrota, tvoja zvestoba sega do oblakov. Tvoja pravičnost je kakor božanske gore, tvoja sodba je kakor neizmerna globočina. Gospod, ti rešuješ ljudi in živali. O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota. Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih peruti. Opajajo se z obiljem tvoje hiše. V reki svojih radosti jih napajaš. Zakaj v tebi je izvir življenja? V tvoji luči vidimo luč. Vabim k priznanju grehov. Usmiljeni Bog, hvala ti, da smo preživeli še en neponovljivi teden življenja. V preteklih dneh smo mnogokrat delali po svoje, napačno mislili, ščuvali, brezobzirno govorili, bili razdiralni in postavljali svoje interese pred resnico in pravico. Naj naše spokorniške solze umijejo našo dvoličnost. Grešimo z vsakim dihom, a hvala ti, da je v tebi odprt studenec v očiščenje greha in madeža, dokler ne bomo popolni v ljubezni. Posvetne solze so običajne in padajo na zemljo, solze kesanja pa zbiraš v svojih čašah v nebesih. Hvala ti, ker so zabeležene v tvoji knjigi, kajti brez naših solz kesanja ne bi zapisal naših novih imen v knjigo življenja. Amen. Besede milosti in slavospev pa razveseljujejo našo dušo rekoč: Gospod je dober tistim, ki upajo vanj, duši, ki ga išče. Dobro je mirno čakati na rešitev Gospodovo. Ostanite mirni in boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim še k skupni molitvi. Dragi Bog, nisem več svoj, ampak tvoj. Postavi me, kamor želiš. Primerjaj me, s komer želiš. Naj delam, naj trpim, naj sem zate koristen ali odrinjen na stran, povišan ali zate nepomemben. Naj sem poln, naj sem prazen. Naj imam vse, naj nimam ničesar. Vse stvari svobodno in s celim srcem prepuščam tebi v veselje in na voljo. In zdaj, veličastni in blagoslovljeni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, ti si moj in jaz sem tvoj. Tako naj se zgodi. In ta zaveza, zdaj sklenjena na zemlji, naj bo potrjena v nebesih. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, še prej pa zapojmo pesem, ki pravi: Bog je ta dan podaril nam.
Izvolite sesti, brate in sestre. Berilo za današnje bogoslužje so naslednje vrstice iz Evangelija po Marku. Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: pustite otroke, naj prihajajo k meni in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično povem vam, kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride van. In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal. Jezus je bil na poti v Jeruzalem, kjer se bo soočil z obsodbo in potem tudi s križanjem, toda vzel si je čas tudi za otroke. Še več od tega, otroka je postavil kot vzor sprejemanja vere in Božjega kraljestva. Na videz se zdi to popolnoma nelogično, ampak je resnično logično in zelo smiselno. Kajti Jezus je želel poudariti dve lastnosti otrok, ki so pomembne tudi pri sprejemanju vere in Božjega kraljestva. Otroci so nemočni in otroci so odvisni. In tako kot je dojenček odvisen od pomoči nekoga drugega, tako smo tudi mi sami po sebi nezmožni, da bi delali tisto, kar je prav. In smo popolnoma odvisni od Boga. In prava vera se začne pravzaprav takrat, ko spoznamo svojo nemoč in svojo odvisnost od Boga. In to nas potem vodi v popolno svobodo. Kajti na ta način postajamo dediči Božjega kraljestva in več nas ne zaznamujejo družbeni pritiski, da bi se morali dokazovati. Zato, ker vemo, da je naša identiteta v Bogu. Zato lahko v vsej polnosti svobode in veselja slavimo odrešenika Jezusa Kristusa. In vabim nas, da v naslednjih trenutkih, v naslednjih pesmih damo slavo in čast Jezusu Kristusu, našemu odrešeniku. Kdor lahko vstane, lahko stoji, kdor ne more, lahko tudi sedi.
Hvala ti, Jezus, da je naša identiteta v tebi. Hvala ti, da smo lahko kot majhni otroci odvisni od tebe in da lahko pridemo pred tvoje obličje prav takšni, kot smo. Zato te slavimo, zato te obožujemo in zato se v duhu priklanjamo pred tabo to jutro. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. To, drage sestre, dragi bratje, kar se je zgodilo na Golgoti, je posebna revolucija v zgodovini človeštva. Pa vendar, ni bila prelita naša kri, vržena nobena bomba in noben monarh ni bil obglavljen. Nikomur se ni niti las skrivil. Nihče od nas ni bil ranjen, a se je vseeno zgodilo. Ranjen je bil učlovečeni Božji sin. Jezus Kristus je umrl namesto grešnikov kot edina spravna daritev za vse grehe sveta. Enkrat za vselej. Zato se v vsaki Gospodovi večeri zahvaljujemo za odrešenje in jo praznujemo kot občestvo, torej kot skupnost cerkve. K sveti obhajilni mizi si ne drznemo priti zaupajoč v svojo pravičnost, temveč v večno Božje usmiljenje. Saj smo sami po sebi drevesa, ki ne morejo roditi žlahtnih jabolk. Smo iz zemlje, ki lahko rodi le trnje in ljulko. Kruh in vino sta resnično Kristusovo telo zato, ker ga uživamo z usti vere. Vsako bogoslužje so nebesa na zemlji. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Jezus je pri zadnji večeri, ko je šel prostovoljno v trpljenje, vzel v roke kruh in nato kelih z vinom ter pomenljivo rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. To je kelih moje krvi, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Po Kristusu smo deležni istega kruha in keliha, po katerima nam Oče govori: Tu sem za vas. In prav s tem kruhom in kelihom se na tej sveti gostiji krepimo do konca časov. Naj luč vere, ki izhaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista sprejela dar večnega življenja. Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta, usmili se nas in nam podari mir. Vabim, da skupaj molimo molitev, ki nas jo je naučil Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo, posveti ta kruh in to vino po svojem svetem duhu, da bomo z usti vere jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. In bomo tako v edinosti med sabo in z vsemi kristjani. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor povabljenim na jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Drage sestre, dragi bratje, ker smo eno v Kristusu, lahko skupaj vzamemo. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja. To je Kristusova kri za nas prelita.
Drage sestre, dragi bratje, lahko skupaj vzamemo, saj smo eno v Kristusu. Molimo. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi, svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške pojedine. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na svoje oči in svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala ti, ker si nas očistil svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s tabo. Amen. Sledi utrinek za otroke. Takole, dragi otroci, da vas počakam, da se mi boste pridružili. Danes imam s seboj kar nekaj pripomočkov. Takole. Dragi otroci, lepo vas je videti, kot smo slišali danes že v berilu, takšnih je Božje kraljestvo. In zelo lepo je, kadar se tudi odrasli lahko zgledujemo po otrocih, ki so tako iskreni in vedno pripravljeni na sodelovanje. Danes se bomo naučili eno temeljno resnico o tem, kaj pravzaprav Bog lahko stori v našem življenju. Takole nekako si predstavljamo, da je to svet, v katerem živimo, oziroma tudi lahko rečemo naše življenje. Včasih se nam zgodi, da naredimo kaj narobe. A poznate ta občutek, ko naredite kaj narobe? Kaj rečejo potem starši? Kaj morate narediti? Se morate kaj? Pokesati, ja, opravičiti. Včasih verjetno dobite tudi kakšno kazen. Pri nas vem, da je tako. Torej včasih damo starši kakšno kazen, čeprav otroci zatisnite si ušesa ne radi, ampak vseeno, včasih se nam zgodi, da naredimo kaj narobe. Temu Sveto pismo pravi greh. Greh pomeni tudi napačna odločitev.
Včasih naredimo napačne odločitve. Včasih koga s svojimi besedami prizadanemo. Včasih s svojimi ravnanji pustimo določene posledice na naših bližnjih. Kaj mislite, otroci, kako se počutijo tisti, ki so nam najbližje, kadar nismo ravno prijazni z njimi? Kakšni so? So veseli ali žalostni? Žalostni, ja. Tudi mi smo verjetno žalostni, če nas kdo prizadane, torej če se nam zgodi kakšna krivica, če trpimo, kadar nas nekdo ne sliši. Toda veste, Sveto pismo in krščanski Bog nam ponuja eno čudovito rešitev. Kaj mislite, kaj imam tukaj? Kaj je to? Svečka, ja. In zdaj si predstavljajmo, da mi živimo v tem svetu. In ta svet ni ravno čist. Kakšne barve je? Kaj ste videli? Rdeče. Mi bi bili pa radi čisti, ne? Ne maramo biti umazani. A hodite v šolo z umazanimi oblačili? Ne. A greste v cerkev z umazanimi oblačili? Ne. Torej, tudi mi, to gre za simboliko, ne želimo biti umazani. To, da veste, ne umažejo se nujno samo naša oblačila, včasih se onesnaži tudi naša duša. Odrasli temu rečemo, da smo kakšni? Neprijazni, hinavski, grešni, dvolični. Skratka, imamo en kup enih stvari, ki onesnažujejo našo dušo. Toda tako, kot ste otroci prav videli, tole je svečka. Veste, kaj pravi Sveto pismo? Sveto pismo pravi, da je Jezus luč sveta. Zdaj pa poglejmo, kaj se zgodi, če ta luč sveta pride v naš svet. Ta luč sveta, Bog si je namreč zamislil, da bo ta luč sveta prišla v naš svet, a kaj, ko se je človek odločil, da bo to luč sveta zamrl? Pravzaprav smo to luč sveta križali. Ob tem pa smo pozabili eno pomembno dejstvo. S tem, ko smo Boga postavili na križ in ga križali, je nase vzel vse naše napačne odločitve. Vidite, kaj se dogaja? Vse naše napačne grehe, vse tisto, kar je onesnažilo našo dušo, vse tisto, zaradi česar imamo morda občutek krivde, tudi mi odrasli, vi ste še malo majhni, pa vendar, kaj pa mi odrasli? Vse tisto, zaradi česar se sramotimo, vse tisto, kar nas tišči k tlom. Dragi prijatelji, drage sestre, dragi bratje in dragi vsi otroci, veste, kaj pravi temeljna resnica o Bogu? Da nas ima Bog neizmerno rad. Ni je stvari, dragi prisotni, ki bi bila zanj prevelika, da je ne bi mogel očistiti. In tako kot Bog odvzema umazanijo iz našega življenja, postaja spet naše življenje čisto in svetleče. In dragi otroci, ko se boste skozi življenje znašli sredi stiske, ko se boste znašli v primežu onesnaženosti tega sveta in naše duše, si zapomnite eno. Luč sveta je prišla na ta svet, zato da nas odreši naših grehov. In to je temeljna resnica, ki velja tudi za nas danes. In zato se vsi zbiramo ob nedeljah na bogoslužjih, da se tega spomnimo, da si to povemo in da nas to spodbuja, da gremo lažje čez življenje. Sedaj pa greste lahko po slušanju verouka. Prepričana sem, da imajo vaše katehetinje marsikaj zanimivega za vas. Pred nami pa je še kolekta, nabirka naših prostovoljnih prispevkov, ki so namenjeni izgradnji našega skupnega doma tukaj na zemlji, naše cerkve. Sem za Gospodom,
Drage sestre, dragi bratje, današnjo pridigo bom začel s pesmijo francoskega pesnika Victorja Hugoja, v kateri se pogovarjata roža in metulj. Roža in metulj. Roža je metulju, ki je priletel nanjo, tarnala, da je ona čvrsto privezana na zemljo, on pa je svoboden. Ona mora biti ves čas v zemlji, na istem kraju, na istem mestu, on pa svobodno leta od cveta do cveta. Roža ga prosi, naj ne odleti predaleč, da ne bo ostala sama, naj ponese njen dišeči vonj in naj se vrne. Roža toži, da bo ostala sama v svoji lastni senci, metulj pa bo letal v soncu. Na to roža metulju pove, da jo bo, ko se bo vrnil, našel okopano v solzah. Zato ga prosi, naj se tudi metulj ukorenini, kot je ukoreninjena ona, ali pa naj da krila, kot jih ima on, da bo tudi ona svobodno letela. Pesnik Victor Hugo je to pesem napisal, ker je bil nesrečen v ljubezni. Z metaforami je predstavil svoje občutke in zelo lepo jih je izrazil. Mi pa smo pri utrinku za otroke slišali, da smo vedno ljubljeni in sprejeti. Tudi kristijani izražamo svoja čustva. Ako nam je težko, nas tolaži, da je Bog vedno z nami in smo ljubljeni. Poslušanje Božje besede v cerkvi je kot voda, ki teče po kamnih in gladi ostre robove našega življenja s svojim nežnim, blagodejnim sporočilom. Zato ustanimo k poslušanju Božje besede iz knjige preroka Izaija, 58. poglavje, 11. vrstica, ki pravi takole. Gospod te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih. Okrepil ti bo kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. To je Božja beseda. Bogu hvala za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Tudi pisec Izaijeve knjige se je izrazil slikovito, z metaforami. In tako opisal Božjo skrbnost in blagoslov. Gre za zagotovilo nenehnega Božjega vodstva. To je močno sporočilo upanja v današnjem kaotičnem, tesnobnem, negotovem svetu. Spodbuja nas, naj zaupamo v Božjo zvestobo. Gospod te bo vedno vodil. Ko hodimo po življenjski poti, nenadoma pridemo do ovinka, kjer sta dve poti ali pa še več poti. Katera pot je prava? Desno ali levo? Nazaj ali naprej? Lahko vprašamo ljudi, lahko se posvetujemo, lahko uporabimo sodobne naprave, a na koncu ugotovimo, da smo izgubljeni. So poti, ki jih ne moremo predvideti, začrtati, prepoznati. Nobena navigacija jih ne more predvideti, ne določiti. Zato nujno potrebujemo Boga. Kajti vsak dan početi isto in pričakovati drugačen rezultat je definicija norosti. To je zapisal Albert Einstein. Zanašamo se na svojo razumnost, premalo pa na Boga. Danes veliko govorimo o demenci in prav je, da govorimo o tem. Premalo pa govorimo o tem, da je na pohodu tudi digitalna demenca. Saj namesto nas delajo pametni aparati in stroji, naše možganske funkcije pa atrofirajo in postajamo otopeli. Ali se bomo zaradi umetne inteligence, ki je hvalevredna in jo tudi uporabljamo, odpovedali lastni inteligenci, čustvom, odnosom,
Ali se bomo hvalili s pametnimi telefoni, sami pa postali butasti lastniki teh pametnih naprav? Ne dopustimo, da bi tehnika vedela in znala vse, mi pa vse manj in manj. Ni nam treba imeti kompleksa manj vrednosti, saj smo ustvarjeni po Božji podobi in smo lahko namakan vrt, ne samo malo namakan, ampak obilno namakan vrt. Zato se ne rabimo sramovati biti človek. Na pohodu je tudi duhovna demenca, ker pozabljamo na Boga. Duhovna demenca. Pozabljamo na Boga. Nova arhitektura družbe o tem ne govori. Reševati probleme brez Boga pa je gola domišljavost. In ko ljudje pahnemo s prestola Boga, Bog joka. Pa ne zaradi sebe, ampak zaradi nas, ker ve, kaj nas čaka. Tu pa smo prebrali, da želi biti Bog naš vodnik, Gospod te bo vodil, ne kak angel. Na vse zadnje niti ne umetna inteligenca in jo tudi sam uporabljam in nimam nič proti njej. In tudi mi smo zelo sodobno digitalizirana cerkev. Vendar na neki točki vse to odpove, če prej ne, ni odnosa. Tu pa pravi, Bog sam te bo vodil, ne kak angel. Tako kot je vodil Izraelce čez puščavo, vedno pravi te bo vodil. Ne le občasno, ko si to zaslužimo. Na to pove, da nam Bog siti dušo v suhih krajih. Če smo prišli v Božjo hišo, s puščave tega sveta in se počutimo tesnobno, nevredno, utrujeno, smo naveličani in se morda celo sramujemo biti človek. V suhih krajih žgočega sonca, kot je uporabil prerok, to metaforo, sliko puščave, ali pa, kot je duhovnik Danilo nedolgo imel čudovito pridigo o temni noči duše, o agoniji, skozi katero gremo, ko se sprašujemo, kje je Bog. Bog ve, da so najmočnejši dvomljivci vedno najmočnejši verniki. Pomislimo na apostola Tomaža, na njegovo izpoved vere, pa na vse zadnje tudi na njegovo mučeniško smrt. Dvomljivi Tomaž, ki je bil v žgoči puščavi dvoma, je bolj koristen od drugih apostolov, ker nam je dal oprijemljiv dokaz resničnosti Kristusovega vstajenja. Dvomljivec je moj dvojček, zato ga tudi evangelist imenuje dvojček. Tisti, ki so se resnično izročili Bogu, mu toliko zaupajo, da jim je vseeno, ali jih Bog vodi skozi trpljenje ali skozi veselje. Kristjan ni človek brezpogojne vere, ampak tudi človek zvestega dvoma. Ko moli, Gospod, verujem, ampak pomagaj moji neveri. Moj dvom izvira iz želje po Bogu, ne pa iz brezbrižnosti do njega. In to ni nič grešno. Dvom vero na vse zadnje omejuje, da ne postane ošabna, arogantna, hinavska, cinična, nestrpna, sektaška. Dramatik Denis Potter je trdil, da je vera rana, ne pa obliž na rani, kot običajno mislimo. Vera zna globoko raniti. Kajti v situacijah, ko se začnemo spraševati, Bog, kje si? Zakaj se mi dogajajo krivične reči? Zakaj zbolevajo nedolžni otroci? Zakaj vojna? Zakaj nasilje? Zakaj ne odgovoriš na mojo molitev? Slavnega britanskega duhovnika Georgea Campbella so preganjali dvomi glede vere v Boga. Spisi ateističnih znanstvenikov, zlasti v tedanjem času Charlesa Darwina, filozofov in agnostikov tistega časa, so ga zmedli. Slavni pridigar je doživel krizo vere. Prenehal je pridigati, verske knjige in sveto pismo je spravil v omaro, zaklenil vrata svoje delovne sobe. Rekel je, nisem prepričan, da je to, kar verujem, res. Nato je šel v knjigarno in kupil novo sveto pismo.
Začel ga je brati, kot da bi ga bral prvič v življenju. In zgodila se je čudežna sprememba. Veste, kaj je napisal? Sveto pismo me je našlo. In leta 1883 se je ponovno duhovno rodil, kot je napisal. In začel strastno pridigati evangelij in postal je vesel pričevalec vere. Bil je v žgoči puščavi, vendar Gospod te bo vedno vodil in postal je obilno namakan vrt. Nekoč sem prebral pesem, ki mi je ostala delno v spominu, zato sem jo preuredil. Gospod, dovoli mi, da te srečam na gori samo enkrat. Ni treba, da bi gorel cel grm, dovolj je le nekaj gorečih vejic in zagotovo bom tvoj Mojzes. Gospod, dovoli mi, da te srečam na vodi samo enkrat. Ni ti treba pomiriti bučne nevihte na jezeru, dovolj je le nekaj mirnih valov in zagotovo bom tvoj Peter. Gospod, dovoli mi, da te srečam v vrtu samo enkrat. Ne potrebujem angela, da mi potrdi, da si vstal od mrtvih. Dovolj je nežen dotik življenja in zagotovo bom tvoja Marija Magdalena. Gospod, dovoli mi, da te srečam na poti samo enkrat. Ni me treba osvetliti z bleščečo svetlobo z nebes, dovolj je žarek upanja, sredi moje teme in zagotovo bom tvoj Pavel. Gospod, naj te spoznam kjerkoli, kadarkoli in kakorkoli. Včasih je težko verjeti, vendar me ni sram dvomiti, kot je dvomil Tomaž. Kajti, ko se dotaknem tvojih ran, ljubezni, sledi vzklik. Moj Gospod in moj Bog. Naš Bog je ranjeni Bog. Ima rane. Samo krščanski je tak. Zato smo ravno kar obhajali spomin in resničnost njegovega križanja in vstajenja od mrtvih. Takšnega Boga ni nikjer, niti v domišljiji. To je brez primere. Suvereni Gospod neba in zemlje prosi za našo ljubezen. Prosi za našo ljubezen. Vsemogočni hoče biti nemočen. Dokler mi ljudje ne odgovorimo na klic njegove ustrežljive ljubezni. Kajti ljubezen brez svobode ni nič drugega kot kos trdega, hladnega železa. Bog prosi za našo ljubezen. Bog trpi, dokler njegova ljubezen ni sprejeta. Bog, ki presteluje v višavah, se sklanja v pustinjo naše bolečine. Tega ne moremo doumeti. O tem, bratje in sestre, lahko le jecljamo. Naš Bog ima rane. Zato proti takšnemu Bogu, ko smo sami ranjeni, ne moremo protestirati, ker je sočuten, empatičen, ker nas razume. Martin iz Tursa, 4. stoletje, je učil, da moramo biti previdni, ker se lahko zlodej pojavi v svetlobi samega Kristusa, oblečen v čudovita oblačila z zlatimi sandali na nogah in z diademom, cesarsko krono na glavi. In potem je opozoril ta pridigar že v 4. stoletju, da njegovo prefinjeno zlodejevo prevaro prepoznamo po tem, da tak nastopač nima ran. Nima ran. Prebodene strani, prebodenih rok in nog. Hudič lahko ponaredi vse, le Kristusovih ran ne. Tako kot tudi ustanovitelji drugih religij ne. Kajti samo Kristusov grob je prazen. Kaj iščete živega med mrtvimi? Takšen Bog, ki ne bi imel ran, ne bi sočustvoval z našimi slabostmi in stiskami. Pri Bogu štejejo rane ljubezni, ki se jih lahko dotikamo in zdaj smo se jih dotaknili, ko smo z usti vere jedli od kruha in telesa. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah
smo bili ozdravljeni. Temeljno vprašanje človeškega obstoja ni vprašanje greha. Ljudje pridejo v cerkev in pričakujejo, in tako je srednjeveška cerkev tudi pred reformacijo govorila, grešni ste, grešni ste, grešni ste. In žal se to še prevečkrat dogaja, saj smo vsi grešni. Nihče manj ali več, ali pa da nekdo ne bi bil. Ampak temeljno vprašanje človeškega obstoja ni vprašanje greha, ampak Božje bližine. Bog človeka najprej ni vprašal v vrtu, zakaj si grešil, kaj je tvoj greh. Vprašal ga je, človek, kje si? Zakaj nisi blizu mene? Človek hoče pobegniti in se skriti pred Bogom, Bog pa nam je stalno blizu. Bog je človeku najbližje v grehu. Tako blizu, da je celo naš greh prevzel nase. To smo videli ravno kar pri utrinku za otroke. Grešnik ni nikoli sam, Bog nam stalno prihaja naproti. Zato sem se odločil za krščanstvo, tudi v teh dneh, ko so me o tem spraševali. Prvo vprašanje za Boga ni, ali človek greši, ampak kaj človek, zakaj Bogu se prikrivamo in vztrajamo v trdoti srca, v begu. Vrstica govori tudi o tem, kako Bog nasiti dušo, usuši in okrepi kosti. Izvirnik pove, da postanejo naše kosti močne. To je metafora za zdravje. Pisec na to piše blagoslovljeno stanje tisti, ki zaupajo v Gospoda in pravi, da bodo kakor obilno namakan vrt, vodni vrelec, ki nikoli ne usahne. Podoba cvetočega plodonosnega vrta govori o obilju neprestane Božje oskrbe in blagoslova. Na vzhodu je malo takšnih študencev. Tam so pustinje in tudi če je kak tak študenec, slej ko prej presuši. Z Bogom pa nikoli duhovno ne dehidriramo. V izvirniku vrt označuje raj, to vidimo v hebrejščini. Vrnitev v izgubljeni raj, to je izvir vode, ki teče v večno življenje. Tudi Kristusov vrt cerkve, kot pravi apostol Pavel, je ta raj. Nebesa spuščena na zemljo. Trenutno smo zdaj v raju, na bogoslužju. V majhnih nebesih, bi rekli. Predokus nebes. Začetek in konec Svetega pisma sta povezana. V vrtu Edena je izvirala reka, da je namakala vrt, in ta reka se je delila v 4 reke na vsako stran sveta in simbolično ime prve reke pomeni obilje, kar pomeni, da ni pomanjkanja. Ime druge reke pomeni, da je ta reka polna živih izvirov, gejzirov. Ime tretje reke pomeni, da je tako hitra, kot bi imela krila, kar leti in poskakuje. Ime četrte reke pa pomeni, da je sladka in rodovitna. Ne gre za dobesedni zemljevid, kot to beremo v Svetem pismu na začetku, ampak gre za teološko geografijo, gre za pomen, ne pove, kje je Edenski vrt, ni nam ga treba iskati, pove pa, kakšen je in kaj to pomeni, biti v bližini z Bogom in Bog z nami, biti v odnosu. In iz zadnje knjige Svetega pisma spet zvemo, da se ta ena reka pa več ne deli na 4 reke, ampak teče do 12 bisernih vrat mesta, kar je znak plodnosti, obilja in popolnosti. Na začetku Svetega pisma zvemo, da je Gospod v gričih ob reki zakopal 3 zaklade, zlato, oniks in bdeli. To je dišeča naravna smola. Prva krščanska cerkev in očetje vere so v teh zakladih že v Edenu, zlato, oniks in bdeli, videli kaj? Trojedinega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha.
Na koncu Svetega pisma pa zvemo, da je Novi Jeruzalem okrašen z 12 dragimi kamni. Torej svetopisemska matematika deluje. 4 reke, če pomnožimo s 3 zakladi Svete Trojice, dobimo število 12. 4 krat 3 je 12. Kaj pa simbolika dreves? V rajskem vrtu sta 2 drevesa, drevo spoznanja dobrega in hudega in drevo življenja. V Novem Jeruzalemu pa je samo eno drevo, ki rodi pa 12-krat. In tam več drevesa spoznanja in hudega ni, ker v nebesih ni prepovedi, ni greha. Tam drevje rodi zdravje, kot pravi pisec knjige Razodetja. In to samo to je Jezus Kristus. Na koncu so stvari boljše in številčnejše. Vsa drevesa Svetega pisma so vcepljena na drevo življenja, ki je Jezus Kristus. Noetov, Goferjev les, Abrahamovi hrasti, Mojzesov goreči grm, akacija izhodnega šotora, tempelska cedra, Jezusovo figovo drevo, les križa z Golgote, Pavlova oljka iz pisma Rimljanom. Vsa drevesa Svetega pisma, temu rečemo arboretalna, kot arboretum, teologija, se združi v eno samo drevo življenja, ki je Jezus Kristus. In prerok Izaija je napisal, da bomo tudi mi tak namakan vrt, obilno namakan vrt, kjer rastejo ta čudovita drevesa in rojevajo sad ljubezni. Izaija na koncu poudari, da je vernik, kot rečeno, obilno namakan vrt. In tu uporabi v hebrejščini besedo gan, kar pomeni vrt, raj, gan, Judje pa v tem vidijo Toro, postavo. Za njih je ta vrt Tora, postava. Kaj pa za nas? Kaj je rekel Jezus? Da je vsa postava izpolnjena v eni sami zapovedi. Ljubi Boga in bližnjega kakor samega sebe. Brate in sestre, kdor ljubi Boga in bližnjega kakor samega sebe, je obilno namakan vrt. To je čudovito. Je raj, nosi raj v sebi. Beseda gan ima numerično vrednost številke 53, kolikor je tudi delov Tore. In Tora, kot sem rekel, pri Judih to označuje. Vendar je en drugačen vrt, vrt cerkve, vrt mojega srca, kjer je posajena Božja ljubezen, torej do Boga in do bližnjih. In v tem vrtu, obilno namakanem vrtu, v ta vrt vabim vrtnarja, pravega vrtnarja, ne prvega vrtnarja, prvega človeka Adama, ki je v vrt unesel smrt, ampak na nek način, in s tem končujem, ko je Marija Magdalena videla ostalega Gospoda v vrtu, je mislila, da je vrtnar, ni se zmotila. Na nek način je imela prav, to ni bil običajni vrtnar, ampak pravi vrtnar, ki nas je prijel za roko in nas vodi nazaj v izgubljeni raj, v ta obilno namakan vrt. In Jezus Kristus prinaša življenje. Zato se je predstavil, jaz sem vstajenje in življenje. Končno, predstavil se je, kot imamo napisano tudi tu v cerkvi. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. In s to mislijo, jaz sem pot, resnica in življenje, končujem. Kaj ti, odkot Jezusu ta izjava? Zakaj je Jezus to povedal, kar beremo v Evangeliju po Janezu? Ta Jezusova izjava sega v rajski vrt Edena. Ko se je prvi človek odločil za greh, ki rodi smrt, je Bog postavil stražo kerubov, da so varovali pot do drevesa življenja. Greh je zaprl pot do drevesa življenja. Toda Jezus se predstavi in pravi, jaz sem pot. Kaj pa resnica?
Kača je človeka zapeljala proč od resnice, posejala je dvom in rekla, vprašala, ali je Bog res rekel. In Jezus to, kar je bilo v raju, izgubljenem raju, popravi in pove, jaz sem resnica. Kaj pa večno življenje? Ko je človek v raju zapustil Boga, je izgubil tudi večno življenje. Toda Jezus se je predstavil kot življenje. In imamo triado, pot, resnica, življenje. To je Jezus Kristus. Z njim imamo vse. Vse, kar smo izgubili, z njim dobimo brezplačno. Zato smo lahko obilno namakan vrt. Gospod te bo vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo kosti in postal boš kakor obilno namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda nikoli ne usahne. In mir Božji, ki presega ves človeški razum, naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen. Vabim k molitvi. Oče, želimo, da bi bila naša duša kakor dobro namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne. To tvojo besedo želimo vsrkati vase, da osveži naše zaupanje vate. Hvala ti, ker našo puščavo spreminjaš v cvetoče vrtove, ker potrte tolažiš in žalovanje spreminjaš v ples. Hvala ti, ker nas vedno vodiš in sitiš našo dušo. Hvala ti, ker si nam v Jezusu Kristusu, ki je pot, resnica in življenje, vrnil izgubljeni raj. Amen. Pesem, ki je tudi skupna molitev, pravi, naj zdaj živa voda teče skozi nas.
Draga Božja cerkev, ob zaključku današnjega bogoslužja prejmimo vsi skupaj še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.